Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Srečko Medven, ti si degen. Velika gospodarska škola se dela z to histerijo, ki vlada v Sloveniji vezi tega virusa in seveda tudi na nas bo vplival. To pomeni pri nas približno 80% manjši prihodek od tekmovanja. Pomeni, da bomo mogli pač verjetno, če bo minus, pokrivati to v naslednjih letih. Medtem ko je od danes celotna sosednja Italija v karanteni, pozor, gre za več kot 60 milijonov ljudi, Srečka Medvena skrbi 10% upad prihodkov. Istočasno zdravniki v Italiji sporočajo naslednje. Razumem potrebo potem, da se ne ustvarja panika. A če sporočilo o nevarnosti tega, kar se dogaja, ne doseže ljudi in če še vedno slišim, da jim je vseeno za priporočila, da se še vedno družijo in da se nekateri pritožujejo, ker ne morejo v fitness ali na nogometne turnirje, me dobesedno zmrazi. Če vas ne samo zmrazi, ampak bi kakega degena najraje na gobec, niste edini. Sedaj pa gledate 98. oddajo 3. sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali korupcija na Vrhovnem sodišču. Zakaj Vrhovno sodišče pri nas vse bolj spominja na ajatole za obrambo te kovin revolucije? Vrhovno sodišče ali vrhovno gnojišče? V preteklih dneh sta odjeknili dve novici, zaradi katerih se nam upravičeno zastavlja to vprašanje. Odgovore nam bosta pomagala poiskati naša stalna komentatorja, Lucija Šikovec-Ušaj in Miran Videtič. Dobrodošla. Zdravo, zdravo. Lucija, ti imaš dolgoletne izkušnje s sodiščem. A je ta moja ocena glede ajatol in te kovin revolucije pretirana ali je blizu resnici? Zelo blizu resnice. Mislim, da dobro, da prebivalci ne vajo, ne? Za razliko od virusa, kjer je potrebno dobro poznavanje, se mi zdi, da dobro, da ne vedo, kaj se dogaja na sodiščih, ker sicer bi bili bistveno bolj obupani, kot so. Sodišča, ne vem, kako bi ti rekla, ampak napram jugoslovanskim sodiščem v 80-ih letih so naredila tak strahovit padec v kvaliteti in v poštenju, bom rekla, v tem preprostem človeškem poštenju, da izguba zaupanja ljudi ni čudnega, ne. To je močna ocena, posebej, če pride v tebe, ampak sem prepričan, da je tehna. Miran, daj mi razloži, prosim te, stari moj, zakaj hudiča Vrhovno sodišče rabi logotip? Mislim, saj na sodišče Vrhovno prideš po defaultu, ne, Lucija, se pravi, kaj ima logotip tle? A se sodišče z logotipom ali kako? Gre iz projekta, kako že učinkovito pravosodje, ne, iz evropskih sredstev in začeti treba na logotipu. Bolj učinkovito. Mislim, meni se kot poprečnemu državljanu ali pa tudi poprečnemu komentatorju postavlja vprašanje, če je edini problem slovenskega sodstva logotip, potem imamo fenomenalno sodstvo. Se pa bojim, da s spremembo logotipa enostavno zaupanja, ki ga je sodna veja oblasti oziroma sodnija izgubila med državljani, ne bojo povrnili. Ampak daj mi povej, Miran, ta logotip, ki ga imajo zdaj, kaj je narobe z njim? Ne, jaz nisem kreativen tip, ampak ne vidim. Piše Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Zlata barva, slovenski grb, z veliko napisan Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Meni je krasen, ne. Meni tudi, moram reči. Ampak se pravim, verjetno so začeli dobesedno od samega začetka, torej učinkovitost pravosodja se je začela s spremembo logotipa in jaz verjamem, da bo šlo samo še na bolje. Lucija, zakaj recimo, dobro si to vse zaključil, Miran, ja. Za Jerco Korče bomo pojasnili, da je pač šlo za cinizem, ne, da ne bo dobesedno tega razumela. Ampak Lucija, nekaj bi te vprašal, jaz sem laik, ne, upam, da bom čim manj po sodišči hodil, ampak zakaj hudiča ne Ministrstvo za pravosodje, če že rabijo logotipe in celostne podobe, ne uredi tega za celotno sodstvo, zakaj Vrhovno sodišče samo dela neko javno naročilo za logotip, pa pol noben ga ne zbere, pa da oddajo naročila male vrednosti in tako naprej.
Poslušaj, to je nerazumljivo. Zdaj si predstavljaj, da bi vsako sodišče se odločilo, da se bo selil, pa bo zgradil novo hišo. Ja. Mislim, to je ista zgodba, samo pač, če večkrat Če se potenciramo. vsako odloči za svoj logotip, smo riti, ne? Ja, Ker pol tako, bomo ali imeli pa ne vem svoje koliko toge. postopkov. Ne? Ja, Mislim, recimo. Ja. Zakaj ne? Mislim, imaš na Ministrstvu za pravosodje, imaš to pravosodno upravo, a ne, ki skrbi za, nadzoruje in tudi skrbi za sodišča, in pravosodna uprava bi mogla za kompletno to prevzeti v svoje roke. Torej, izgled sodišča, mislim, ta logotip je eden lepših izdelkov, ki ga, kar pride iz sodišča, rečemo. Ja, posebej grd ni videti, ne? Tako. Ne, in tudi ta zlata barva, ne, mislim, ker Ja, je Vrhovno sodišče, tako je, zlata ne. barva, bravo. Vsi to razumemo, ne. Ja, vsaj mi trije, ajde. Ja, mislim, da hočem reči, po mojem 2 milijona Slovencev razume, da je to Vrhovno sodišče, to je tisto zlato največ, ne. Žal tudi nimaš več dostopa do Vrhovnega sodišča, kot si ga imel včasih. Vrhovno sodišče se je več ali manj hermetično zaprlo v svoje prostore, gre se nek butične izdelke, daje ven neka mnenja in potem dobiš recimo so odločba, kjer pravi, zdaj smo pa mi svoje načelno mnenje izpred 2 let spremenili. Ne? Mislim, zdaj pa ti povej stranki, zakaj se je pa zdaj to načelno mnenje spremenilo. Torej, spremembo logotipa ne bojo dobili nič več na ogledu, nasprotno bi rekla, ker ta logotip je prepoznaven, se je prijel, ima okrožno okrajno, skratka, to je vse po istem principu delano. Ampak oni trošijo ogromne količine denarja za neumnosti, za vročanje pošte s kurirji. Ne moreš razumeti, da dobivaš pošto s kurirjem, čeprav jo redno dviguješ. Potem ti povejo kurirji, da iščejo stranke in so na dobu. Ne, torej jim sodišče niti ne ve, da imajo človeka zaprtega. So ga že obsodili, ja. Ja, in da mu lahko čisto komot vročijo. Ampak za to porabi neka detektivska agencija 10 dni in potem, ker to zve, naslednjo pošiljko vročajo preko drugih detektivov, ki spet iščejo človeka in ga spet na Ošverju najdejo na dobo. Ja. Tako da, ni šel nikamor vmes. Skratka, gre za ne vem, komu namenjeno trošenje denarja, ponavadi pa pri takem trošenju denarja vemo, da nekaj tudi nazaj pride. A sta vidva slišala za glavni argument, ne? Zakaj? Ne? Jaz sem bil zgrožen, ne? Da se ta zlata barva, ne? Zdaj, če so mediji korektno prenesli, da se ta zlata barva ne prenese, ne sprinta lepo na papirju. Čak malo. A zato rabi logotip? Ja, no. Kaj pa, če bi sam barvo zamenjal? Jaz sem še dvakrat brat, no, ker sem to videl, da se zlata barva... Miren, da ni to ta papir od Rastoderja, ki je bil med bananami. Dobro, da evrov ne tiskajo, ne mislim, si predstavljaš, kakvi bi bili. Šalo na stran, to je nepotrebno, potratno, ne najdem drugih. Ko praviš potratno, dajmo pogledati, koliko to stane, no, da bojo ljudje imeli eno predstavo. Namreč Vrhovno sodišče je dobilo cel kup pač nekih ponudb za ta logotip in ne boste verjeli, zbrali so najdražjega, ne? Daleč najdražjega, se pravi ponudbo Future, ki je bila, ne vem koliko, skoraj 3-krat dražja od najdražjega naslednjega ponudnika. Najmanjši ponder je bila seveda cena in skupaj z davkom pride to skoraj 90.000 evrov za en logotip. Ja, lej, v bistvu, ti si bil tudi toliko cajta v državni upravi, da se približno spomniš, ne, da neki modeli, ki so leta in leta po teh državnih ustanovah in vodijo te javne razpise, praktično so nezamenljivi in da enostavno, jaz se upam trditi, da v Sloveniji, pa tudi širše verjetno, ni razpisa, ki se ga ne da prirediti. Ne. Ja. Gre enostavno za to, jaz se spomnim iz mojih časov, da mi smo neko pravilo imeli, pa mislim, da sploh ni bilo zakonsko, da postavljamo torej pomembnost, bom rekel, cene vsaj s 50%. Ne. Danes gledam na 10%. Jaz sem bil sicer vedno zagovornik, da cena naj ne bi bila toliko pomembna, torej je pomembna, seveda, če se igraš z javnim denarjem, pa vendarle te je včasih omejevala, recimo, pri vidimo, da Vrhovnega sodišča cena ne omejuje. Ne, oni so si jo postavili na 10%, enostavno... Ti si rekel, dobro, tudi se strinjam s tabo, pač komisije so nezamenljive, ampak dve vprašanje imam, oziroma 2 pointa. Prvič, ne,
Jaz, da sem nad to komisijo, jaz si ne bi upal kaj tazga podpisati. No, jaz tudi. Ne? Za Absolutno. 90 tisoč za logotip mi je bilo jasno, da sam še grem. Glej, jaz sem prvo pomislil, ker sem to videl, prosti, jaz sem prvo pomislil, da gre za Coca-Colo, da bojo menjavali vse tiste napise na stavbah in podobno. To je, meni je to ogromen To ne denar. bo še- Mislim, to še sledi, ne? vsak podjetnik, ki gre menjati logo, oziroma pa mu pol dajo še mapice, pa vizitke, pa to košta, ne vem, Jurija 5, mislim, zdaj pretiravam. Ampak To je prva stvar. Ne? Jaz enostavno ne vem, kaj bojo za teh 73 jurjev, to se da ogromno narediti s tem. Veš kaj, logotipom, no. treba je tudi nekaj ljudem povedati, ne? Mogoče ne razumejo, da 73 tisoč je samo ta ideja tega logotipa, da ni to že na tistem papir, ne? Ja, seveda. Da ne bi ljudje razumeli, da zdaj Ja, pa je to kompletno še material zraven. To ne? je pač To je idejna zasnova. idejna tako. zasnova, tako. Ja. In k temu bo potem prišla menjava vsega tega, kar je rekel, ne? Tako da, Miran, ja. Miran, tako da mene zanima, kdaj bojo to menjali, kdaj bojo menjali potem te table na sodiščih, razumeš? Skratka, Ampak dobesedno stran mešajo denar. Pa Lucija, zanimivo, lej. veš, kaj bo pa zanimivo videti? Ne? Ja. Kakšen pa bo ta produkt nov, ne? Koliko bo spremenjen od tega, koliko bo. Skratka, neka, sej, ne veš, tople vode se Le za praktično ne Miran da- za 90 jurjev ima, da govori. No, jaz sem tudi da rekel, govori. to in Sodbe to morajo piše. narediti. Ima, da govori in da mi sodbe piše in da Poveti mi Vrhovno razloži, ko sodišče. pridem tja, vse, kar me zanima. Se Ne, ampak strinjam, se dajmo strinjam. pogledati, kako je lep. Ne? Jaz ne vem, čigav je. Ne? Nimam nobenega. Ja. Torej, Mi smo ga mi trije delali. Ne? ampak je resnično lep logo. Ne? Ja. Prelep je. In ne vem, kako bi lahko bil lepši. No? Tudi po moje ni stal 90 jurjev, sem skoraj ziher. Siguren, da ne. ne. Ja. Glej, mogoče bo ampak trobojnica, pa bojo na čustva zaigrali, ne me zlate Ja, barve. ampak, okay, zdaj smo rekli, ne, ampak pasta, te so še neki mi uspeli. Ne? Lucija, pač tebe gledam, ti si odvetnica, Bog pomagi. Ne? Da je vrhovno sodišče. Kako si lahko vrhovno sodišče prvoš, da je bivša kreativna direktorica Future v komisiji, ki je zbrala Futuro, ki je 3-krat dražja od naslednjega najdražjega ponudnika? Ja, ravno zaradi tega je pa vrhovno sodišče. Ne? Nad njimi je več ali manj samo še modro nebo. A veš, tega si na prvi stopni ne bi upal prvoščiti. Ne? Skratka, si prvoščijo. A veš, ko si enkrat na vrhu, potem sky is the limit. Jaz razmišljam Veš- zdaj, ne? Ne, veš kaj, sem sekundo, povej. prosti. Veš kaj, pri teh kreativcih je treba biti malo pazljiv, mogoče kot upravičilo. Veš, oni so enostavno, to je neka kasta, ki precej menja te agencije. Ja, se strinjam s tabo, Miran, sama veš, pač ne more ona pol to zbirati. Ne? Ne, to Ampak se zdaj strinjam. si bomo vzeli krajšo pauzo, ker sem dobil čudovito idejo. Jaz sem ziher, da vrhovno sodišče rabi tudi kakšne avtomobile, pa bi mi zdaj med oglasi naredili kakšno firmo, ki avto prodaja, pa se bomo vse pol zmeli. Skratka, gledalke, gledalci, ne namojiti, no, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem korupcije na vrhovnem sodišču. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Lucija Šikovec-Sušaj in Miran Videtič, pogovarjamo pa se o korupciji na vrhovnem sodišču. Lucija, Miran, zdaj pač jasno je, da gre tu za velik natek pri tem logotipu za 90 čukov. Jasno je tudi, da seveda, če bo spreminjal oziroma ko spreminja vrhovno sodišče pač celostno podobo, jo bo verjetno morala spremeniti tudi ostala sodišča, ne, ki imajo zdaj enak znak v vrhovno sodišče, samo pač druge črte so tam, druge barve. Kaj vi da zdaj pričakujete? Bo kdo odgovarjal na sodišču za to? Bo sodišče spremenilo odločitev? Bo šlo v nov postopek? Kaj pričakujete? Torej, jaz ne verjamem, da bi kdo odgovarjal za to, čeprav me je pa presenetilo, da je zdaj, bi se ne sodilo Pivkovi. No? To me je pa presenetilo, niti nisem vedela, ampak očitno določeni pa vendarle morajo vse formalno priti na sodišče tudi na drugo stran se usesti, kot so bili navajeni. Ne? A nam malo več poveš, kdo je Pivkova? Pivkova je bivša predsednica Okrajnega sodišča v Ljubljani. Aha, sodi se je pa za? Ja, potem... Ja, tako je. No, in zdaj se je ugotovilo, da jo je vozil šofer s službenim vozilom na fitness in je tam počakal in je odtelovadila svoje in potem... Ne se hecati. Ne, Predsednica Okrajnega sodišča. Ja,
torej zdaj ni več, ne? Ampak se pravi, zato pravim, tega je verjetno toliko, da si mi ne znamo predstavljati. Ne? Tukaj včasih se je to več videlo, zdaj je bolj skrito, a ne, včasih so pač se nosila kosilo domov, recimo iz sodišča, danes se to raje denar nese, verjetno. Ne? Torej, zadeva dobiva bolj sofisticirane oblike, kar pa ne pomeni, da je manj, ampak kvečjemu več. Ne? Ja, povej. Mogoče sem to še, ki si vprašal. Jaz, če primerjamo z maketo, ne, tako Ja. tisto No, evo recimo, ja, tam je vlada padla, minister se živo. Jaz mislim, da se s tem razpisom ne bo zgodil za razliko od makete nič, iz parih razlogov. Prvi je ta, da enostavno pač sodnija je četrta veja oblasti, se pravi, naročnik je bil tam kaj DRI, ne, enostavno, ali bil celo, ne, DRI je bil, meni se zdi, naročnik makete, ne. Enostavno Cerar takrat pred padcem praktično, danes, če pogledaš na drugi strani, po besedah Nataše Briški, bojo sodnijo še kako rabili kot opozicijo Janezu Janši, ne, tako da enostavno je par razlogov, torej, zaradi katerih jaz ne vidim, da bi se, torej, da bo Futuri tokrat pa uspelo, no. Ampak kaj ima ta Futura, ne, z vprašanje za oba, recimo vemo, pač židanje nekaj kreativnega očitno. Židanje neke milijonske pogodbe dajo še kot minister za kmetijstvo, zdaj pač Vrhovno sodišče 90 čukov za nek logotip. Kaj je na tej Futuri? Kdo je tam tak maher, da toliko denarja služijo s temi To jaz takih ne poznam, meni to bo mogoče Miran vedel. Ne poznam, mislim, vem, kdo so igrači v tej Futuri, ampak od kje, zakaj take cifre, verjetno cenijo svoje delo, intelektualno lastnino. Bolj me je zanimalo, od njih razumem, da hočejo zaslužiti. Te druge, ki naročajo tam, ne razumem. Že, ampak poglej, Aljuš, če imaš ti nek gradbeni projekt za eno stanovanjsko hišo, ki ti stane 10.000 evrov, a ne, mislim, pa je zraven statka, pa so inštalacije in tako naprej. In tukaj pa nek znak, ker res ne vem, kakšen bi moral biti, da bi upravičil to ceno. In potem, če bo pa zdaj še to reliefno ali karkoli, potem pomeni, da bo tisk toliko dražji. Skratka, dobesedno mečemo denar skozi okno, oziroma eden ve tudi, kdaj ga mečejo. No? Jaz mislim, da po tistem fiasku z maketo, ja, kot se rekel, sicer Futura je na trgu in bo nastopala, ampak po tistem fiasku z maketo se bi vsak od zaposlenih ali pa odgovornih v državni upravi mogel vprašati, s kakšnim lahkim srcem bo podpisal tako pogodbo. No? Ja, razen če je na Vrhovnem sodišču, ne, ker njim očitno ni treba. Ampak ni to edina pač, bi rekel, zelo glasna novica, ki je odjeknila v teh dneh vizavi Vrhovnega sodišča. Imamo tudi ponovno, kjer je to že Lucija Štip povedala, tretja ali kaj, razveljavitev. Ne? Druga razveljavitev, tokrat oprostilne sodbe Milku Noviču, ne? Napoved tretjega sojenja, ki bo potekalo pred novim sodnim senatom, ampak dobro obveščeni pravijo, da bo zadeva itak prej zastarala. Ja. Zdaj pa dve vprašanje imam zate, Lucija. Ne? Prvič, kako je to, da mi enega človeka smo enkrat obsodili, pa drugič oprostili, pa zdaj bomo tretjič sodili za umor, nikoli ni prav, zdaj bo celo zastaralo. Ne? Ja. A je to zdaj nek normalen postopek na sodišču, pa pač mi laiki to drugače vidimo, ali kako je s tem? Torej, tukaj je vse, bi rekla, pozitivno to, da ni to en in isti sodnik sodil. V civilnem postopku se ti zgodi, da ti enkrat ugodijo, isti sodnik potem dobi vrnjeno, ti zavrne. Mislim, jaz osebno moram reči, da ne morem tega razumeti, kako lahko neka osebnost celovita, ki enkrat razsodi tako drugače. V isti zadevi, ja. Ja, v isti zadevi. Tukaj vem, da je zadeva padla po mojih informacijah, kar jih imam, zaradi procesnih napak in v bistvu zaradi očitka pristranosti sodnika Radoniča, ki naj bi bil, in sploh se niso vsebinsko spuščali v samo dokazni postopek, torej v to, ali je dejanje storjeno ali ne, ampak zgolj procesnih razlogov je bila sodba razveljavljena. Ampak vprašati, Lucija, komu bi naj bil pristran potem Radonič? V korist obdolženca naj bi delal in zdaj jaz bi rekla tako, da mogoče je malo napake ali pa mogoče se je majčkeno skušal zaščititi, ko je potem tukaj v medijih nastopal in je to kazan njemu. Ne. Pri tem pa je se pravi, ni Tarča, ni Novič, ampak Radonič.
Tako, to je recimo moje mnenje. Druga stvar pa je, da se je nekaj na Kemijskem inštitutu dogajalo, a ne, da se v resnici ne išče, kaj se je dogajalo, ampak da se je najdlo gospoda Noviča. Jaz sem z njim enkrat govorila, mislim, to je dobesedno ubiti človeka, kar smo naredili z njim, ubiti družino. Toliko časa je bil v zaporu, da bi skoraj zdaj že kazen odslužil, tudi če bi bil obsojen. Vem, ampak a veš, jaz sem imela zelo iskren pogovor z njima v enem srečanju, no, in sem razumela tudi ženo. To je za družino, tudi mora družina, a veš, je v dilemi, kaj pa če je, a razumeš? Mislim, saj smo ljudje, ne? Siguren, ja. A veš, tebi lahko nekdo reče, ne vem, da ima žena laverja, dobro, pa potem razveljavitev sodbe, ponovno sojenje, oproščen, mučenje, pa zdaj to je spet, to je mučenje človeka pri živem telesu. Ampak nekaj bi te vprašal, Lucija, ti poznaš sodnika Radonjića, vsaj profesionalno, če ne drugače. A je on človek, ki bi nekemu morilcu bil pristran, no? Torej ne. Ne. Ni, ne? Ne, on je dosti samosvoj, a ne, dosti neoklonljiv in to ni za našo državo. Ampak ne bi oproščal nalašč morilcev. Sigurno ne, tudi sam dokazni postopek, kot sem jaz s kolegi govorila, ki so ga zagovarjali, so rekli, ni sodnika, tudi sami so rekli, ga ni sodnika, ki bi na tak dokazni postopek obsodil. Ampak najprej je bil eden sodnik, ki je obsodil. Ja, ampak potem so bili še drugi, potem se je končno dokazni postopek bolj detaljno speljal, a ne, z vsemi tistimi meritvami, ugotovili se s temi baznimi postajami, da to je en dokaz, ki je kar tako, a ne. Radonjić je to se zelo resno lotil in kot so mi rekli, torej vsak sodnik bi ga oprostil na to, na podlagi takega dokaznega postopka, ne. Miran, ti si športni tip, ne? A bi ti takole od doma vzel bicikl, se odpeljal tja v sred noči, vedel, da bo pač tragična žrtev tega umora, ne, bivši direktor Kemijskega inštituta Jamnik, zamudil na to službeno zabavo, ne vem, koliko je že zamudil, 2 ure, in ga v popolni temi, potem ko si tja preko lesarov pač podaril z 2 streloma, zelo natančnimi. Naj ti kar na primeru povem, ne. Jaz sem na Viču odraščal in tudi živel do pred kratkim. Ok, pol poznaš, ja. Ja, to je vsega skupaj 50 metrov stran od tiste restauracije. Se pa torej s svojim športnim kolesom rad odpeljem tam mimo Grbine, kjer naj bi Novič živel, ne. Zdaj Lucija me bo popravila ali pa ti Aljuš, ampak njemu naj bi, torej on naj bi imel nekih 6 minut časa ali kako. Ja, to nekje, ja. Mislim, ene reklame v Daji Faktor. To je bolano, če greš po katerikoli od 1, 2, 3, 4, mislim, da možnih poti, ja, ni šans, no. Vsaj jaz svojo pripravljenostjo. Pri čemer si malo mlajši, pa malo boljši fizični kondici. Meni Novič ne zgleda kot nek atlet, ne? In verjetno tudi z nekim biciklom, ki nima, ne vem, 20 predstav in podobno. Ne, to je tisto, kar je meni tle ratalo zanimivo, ne? Pri tej celi zgodbi, da človek, ki naj bi imel 6 minut cajta, bil tako izvrsten strelec, praktično izvršil profesionalni umor, se odpeljal nazaj domov. In naprej mirno gledal televizijo. Ne, meni to ne zdrži, ampak se pravim, veš, tle... Veš, kaj nisem to, ne, vic v tem, da bi on moral vedeti, kdaj bo ta direktor tja prišel, ne. Pa še to, ja. Eno je, da je neka predstava, ki se začne ob 8, pa ti veš, da tam okrog 8 mora biti, a ne. Pri čemer v času umora dronov še ni bilo, ne, da bi s kamero nekako spremljal, pa bi vedel. Sem poglejte, recimo, pri celi tej zgodbi, mogoče me boste pravnik, ali pa Lucija, ti si pravnik, me boš popravila, ampak jaz enostavno ne vidim, če gledam tam nek motiv, ki naj ga bi on imel, to je neko osebno maščevanje, ali kaj je bilo... Ja, da ga je odpustil, ja. Okay. Ja, mislim, ne vem, enostavno, ne vem, mislim... Odpustil ga je prejšen direktor, ne? Ne ta, ne? Torej, poleg vsega maščevanja je čustvo, ki je takojšnje, ne? Mislim, ti nekako ne gojiš tega leta v sebi. Tudi v afektu nekako odreagiraš, ne? Cel ta umor je pa... Jaz bi še verjel, da ga je odpustil, da mu je, ne vem, spustil šamar, po domač povedan, ne? Ja, ampak guma je preluknal. Dosti priznanega direktorja, dosti priznanega podjetja oziroma inštituta ubit, zato ker te je odpustil, pa kakorkoli si že po svoje narejen. Ne, jaz enostavno... Ampak ni to, Lucija, vse to, kar smo mi zdaj povedali, pa to je mogoče 15% verjetno vsega, kar je bilo, ne? A ni to, kaj je zdaj upravičen dvom? Mislim, kako lahko sodišče, zdaj govorimo v prvi sodbi, ne, ali pa tudi zdaj je bilo razveljavljeno, ampak a ni
A ni to upravičen dvom, če vse to, kar smo mi našteli, pa kar je še bilo zraven, je. se ne moreš človeka za umor nekoga obsoditi na podlagi tega. No? Veš kako, pri nas se marsikaj lahko zgodi. No? Meni je tako malo hecen, ker se počutim že tako zelo staro. Ker vidiš najbolj neumne stvari, za katere si prepričan, da se ne morejo zgoditi, pa se ti zgodijo. Ampak tukaj pa ni hec, mislim, tukaj ne gre za, rečva, zaradi mene za 100.000 evrov. A ne? Tukaj gre za življenje nekega človeka in njegove družine. In to je tisto, kjer bi, kakor pravijo, se ti mogla roka trest, ko sodbo pišeš. Ne? In uničevati ga s tem, a veš, torej mu dati upanje, ga spustiti iz pripora, ga nazaj v pripor dati, ga spustiti v prvi sobi ali zaprt, potem ga spustiti. Skratka, to so stvari, ki so dobesedno mučenje človeka. Ne? In nekdo se more njemu krepko maščevati, ali je pa samo slučajna žrtev. Jaz malo težko verjamem, da bi ga. No, poglej, Družini pokojnika, ne? Tudi za njih je to neprijetno. Ne? Se to skozi odpira in še zdaj ne vejo, pri čem so. Poglej, jaz že dolgo nisem imel občutka, da, bom rekel, takrat mediji, predvsem te mediji, ki so bili nekako v prijateljskih odnosih z oblastjo, prav trudili so se temu človeku naprtiti ta umor, še preden bo na sodišču karkoli raziskanega. Ja. Sej noben ni napisal, ga je ubil, ne, ampak a veš, tisti stil pisanja, ki je bil, pa je namigoval na to, ne, da so mediji se odločili, da je Milko Novič morilec. Ne. To je, a veš, precej neprijetno, torej neprijetno, vzbuja neke dvome. No, ja, ob Radoničevi sodbi so zapisali v časopisu Dnevnik, da je Radonič oprostil domnevnega morilca. Ja, tako. No, ampak že v samem štartu, ko so najdli tega Milka Noviča in podobno, praktično so mediji že ga raztrgali. Ne. Druga stvar, ki pa je, meni postavlja vprašanje, ta Kemijski inštitut se ukvarja z poslom, s katerim se ukvarja, gre za tekočine, spojine vsega Boga. Enostavno ali ni prišlo v javnost, ali pa dejansko se niso ukvarjali s tem, kakšni bi lahko bili tudi motivi, kje druge. Ne? Ja, se imamo še ta drug primer, oprosti Miran, ne? Ravno to sem hotel navezati se. Naročen poskus umora, mislim, da tudi sodba je že spisana, vročena. Koliko morilcev pa je tam na Kemijskem inštitutu? Aj Libanonc ali kaj, ne? Ja. Ki pa je praktično odprto grozil. Ne, se je najel človeka, ne? Človek je pričal pač na sodišču, da ga je najel zato, da umori nekoga tam. Ampak, a veš, kaj je hecen meni? Mislim, jaz gledam malo z distance. Tle so bili Nagodetov proces, kjer se je takoj po vojni vse kemike, tudi te, ki so iz Dachau prišli in tako naprej, v bistvu obsodili domnevnih kolaboracij. Tako. Torej, ta kemija, ne? Če se ti spomniš Lazarinija, ko je bilo njemu vrneno premoženje v denacionalizaciji, on je bil profesor na kemijski fakulteti. Mislim, ne bo on sam sebe uspel razstreliti, mislim, če je profesor, to bi meni mogoče ratalo. Neugodno je, ne? No, ampak, a veš, tista smrt je bila meni tudi sumljiva. Ne? Skratka, kemiki v tej državi očitno dosti hitro so ali obsojeni, ali kar tako izginevajo, so umorjeni in podobno. Tukaj, to je po mojem poklic, kjer je največ obsojenih ljudi na smrt bilo, več kot pravnikov, ki bi izgledali recimo bolj nevarni. Ne? In da se je tukaj treba vprašati, kaj se dogaja dejansko na Kemijskem inštitutu. A ne? Ja. Torej, kaj se s to kemijo v naši državi dogaja, kaj mi delamo, oziroma ne mi, ne oni. Ampak recimo Lucija, ne, zdaj, ki si prej že omenila, mislim, da v prvem delu oddaje, pač se pravi to sodstvo v bivšem režimu, v bivši državi, enopartijski režim v 80-ih letih sodstvo. Ne? Ja, jaz govorim o 80-ih letih. Ja. A bi takrat recimo na podlagi takih dokazov enega človeka obsodili umora po tvoje? Veš, kako mislim, mogoče še ja. Ne? Jaz sem takrat branila, to je bilo konec 80-ih let, človeka, ki ne bi ženo bil. Torej, jaz sem še danes prepričana, da je ni. V preiskavi je bil gospod Marjan Pogačnik, ne, kjer je priče zaslišal tako. In potem so se ji lasje... Marjan Pogačnik je pa danes... predsednik okrožnega sodišča
in lasje so se ji, in potem je tako kazal in priča ni razumela in on je rekel, no lasje, kako so se ji lasje okrog roke, ne. Tako kot Tršica pomaga v šoli učencu, da pravilno odgovori. Tako, no in recimo vsakeč po zaslišanju iz preiskave sem jaz naslednji dan prebrala kompletno, kaj so priče povedale na preiskavi in potem je to vplivalo na naslednje priče in tako naprej in tako je prišlo do obsodilne sodbe, do katere danes ne bi prišlo. Recimo, to je primer, v katerem jaz mislim, da bom enkrat, ko bom v pokoju napisala knjigo, ker zdaj pač tudi tuje forenzike imamo in tako. Lucija, te bojo prihiteli po moje. Predvsej sem prepričan, Lucija, da Vrhovno sodišče ne bo financiralo njene izdaje. Ja, sigurno. Ampak mislim, da jo bojo tudi po potrebi prehiteli. Ampak Miran, zdaj, če sodimo tako, ali pa sodijo tako, kot so sodili v bivši Jugoslaviji, kje smo sploh profitirali pa? Ja, še slabše. nismo, če je tako. Mogoče je samo celofan lepega zavito, ali pa ne totalitarnega. Pustimo zdaj politične preference enih in drugih, ampak toliko sem si pa mislil, da če se režim se ne more več odločiti, da bo nekoga obsodil. Ampak zdaj vidimo, ni sam ta primer novič. Mislim, če dalj več primerov je, ker vidimo, da se režim lahko odloči, pa enega kar obsodne. Enega obsodijo, enega oprostijo. Ja, a veš, mislim, enostavno... Imamo pa prijatelja sodišča, posebej Vrhovnega sodišča, velikega prijatelja Zorana Jankovića. Namenoma uporabljam ta izraz, ki se sicer uporablja za druge namene, ampak mislim, da je tu primeren. Skratka, župan Ljubljane Zoran Janković, veliki prijatelj Vrhovnega sodišča, ki se dela norca iz sodišča, vsakič je oproščen, tudi ko je obsojen na prvi stopnji na Vrhovnem sodišču oproščen. Vemo, da je tudi zelo širokogruden z temi parkirnimi dovolilnicami. Ja, 72 jih je dobilo okrajno sodišče, je reklo meni en taksist. Zdaj, jaz povem to, kar so mi povedali. Iz druge roke, ampak tudi, če jih je malo manj, se pravi, koliko nas mora to skrbeti, Miran, da očitno parkirne dovolilnice pa neki ima ta naš zoki, šteje več, kakor pa neki pravni standardi. Precej. Jaz si ne predstavljam, če bi se jaz znajdel v tej vlogi ali pa na mestu Milka Noviča, če recimo, da je nedolžen. Da je človek sploh vse to zdržal. Ja, bi bilo pa zelo lepo biti Zoran Janković. Ne. A zaradi dovolilnice ali še zaradi česa drugega? Ne, zaradi teh, si sam povedal. Ja, ampak pol bi mogel to delati kriminal, a veš, zdaj pa tak se ne narediš. Ne, govorim samo o tretmaju sodišča in to bi bilo pa možnosti, kaj lahko se na sodišču rečeš. Ampak recimo, Lucija, zaupanje v sodstvo je itak na psu, Zdaj imamo te primere, se pravi, slišal sem za tezo, da je pač ta zdaj razveljavitev oprostilne sodbe Noviču, ti si rekla že, verjetno usmerjena tudi proti Radonjiću, ampak bo pa imela za posledico, da bo primer zdaj po vsej verjetnosti zastaral. In mi ne bomo uradno zvedeli, kdo je bil morilec, Tako je, in nekoga se je prekrilo. Jamnika, zakaj hudiča ni cilj sodišča, da najde pravega morilca, ampak očitno dela vse za to, da mi ne bi izvedeli, kdo je bil morilec. Zdaj, cilj sodišča pravzaprav to niti ni. To bi moral biti cilj tožilca, ki pripelje morilca pred sodišče in sodišče potem ugotovi ali pa ne ugotovi. Tožilka je pa... Tukaj, je Blanka tukaj? Blanka Žgajnar, Aha. Mislim, se pravim, meni osebno se zdi to resnično kriminal, zato sem jaz bila od nekdaj proti smrtni kazni. Pri takih sodiščih si predstavljaš, koliko ljudi bi pobili zaradi napak. Ampak na dolgi rok smo vsi mrtvi, bi rekel Marjan Šarec. Jaz mislim, da pravo resnico bo nekoč, sicer Lucija je rekla, da bo ona knjigo napisala, ampak jaz mislim, da pravo resnico bo nekoč, ali pa prava resnica bo nekoč izplavala čisto druge, ne na sodišču, ampak v povezavi, ko se bojo odkrili kakšni posli na Kemijskem institutu. Ampak recimo, Lucija, če se vrnemo še malo na tole nesrečen, ta logotip nesrečen, a nimamo mi nekega sodnega sveta, ali kaj že imamo? Samo oni niso za nič pristojni. Niso? Kaj pa pol počnejo? Pravzaprav ne vem natančno. Jaz kadarkoli kaj napišem, ki je bil predsednik sodnega sveta, je bil Cerar. Recimo, in po 9 mesecih sem dobila odgovor in sem razložila. Mislim, 9 mesecev rab ženska, da zanosi in otroka rodi. Mislim, vi ste po meni napisali 2 vrstici. Razen preslonov, mislim, da je malo del traja. Ja, do to nimam izkušen. No. Ampak, mislim, karkoli, jaz sem od nekdaj predlagala, da bi odvetniki anonimno ocenjevali sodnike,
Zato, ker s tem bi v bistvu dobili pravilno sliko sodnikov. Noben odvetnik, razumeš, torej, če en odvetnik, ker mu gre sodnik na roke, ga dobro oceni, ga potem nasprotnik Ja, ne bo ocenil. izničile bi se te. Ja, in se bo to izravnalo in na ta način bi edino dobili pravilno sliko, kdo je dober sodnik, pa po večjih kriterijih. Recimo eno je strokovnost, natančnost, ne vem, vljudnost, ne nazadnje, nekateri so izjemno nesramni, nekateri so prijazni. Mislim, ti imaš ta človeški odnos do stranke ali do odvetnika, do prič ali vzviše. A razumeš, to je veliko momentov in na ta način z nekimi anketami bi se to dalo, pač, kjer ga sodnika ne poznaš, tam pustiš prazno in ne ocenjuješ. Ne? In na ta način bi ti prišel do realne slike, kateri sodnik je tisti, ki ga odvetniki ocenjujejo kot dobrega. Ne? Zato, ker nas ocenjuje v končni fazi trg. Če si, Ja, seveda, ja. če si Blanka Če Žgajner vse med procese odvetniki, izgubiš, zapreš. ja, ja, Mislim, ja. Ne, tako da mi je škoda, da tega ne povzamejo, no? Ampak najbrž jim ni v interesu. No? Miran, kje se konča nezaupanje v sodstvo in se recimo začne civilna nepokorščina ali pa še kaj hujšega? Misliš, da smo že blizu te točke v Sloveniji? Ne. Slovenci enostavno nismo narod Nismo. demonstracij, ki ne bi bile Od države stimulirane. plačane, Ja, tako, ne. Tako Ok. da moja ocena je, da bo ta zgodba šla mimo. Zaenkrat bo, torej ljudje imajo še vedno kljub krizam in težkim življenjskim pogojem, ali pa vsaj večina ljudi za tisti, da rečem, kruh in mleko, in dokler je tako, masovno ljudi ne bomo spravili na ceste, da bi enostavno šli pred sodišče in jih vprašali po teh 73 urih. Ne. A veš, kako Ne je, verjamem, Miran, recimo. tudi dokler nimaš ti opravka s sodiščem, misliš, da sodišče krasno funkcionira. Ne? Ja. Tudi zdravniki krasno delajo, dokler ne zboliš. Ne? Vsi delajo krasno, dokler Jih sam ne ne rabiš. sprobaš tega. Ja, Ne? In vendarle večina ljudi nima izkušnje s sodišči. Tako da... No, in zaradi tega je jaz, če ti citiram mojega očeta, 87 let starega človeka, vedno pravi, joj, sem, da se ne boš izpostavil. Ne. Se pravi, a veš, to je odgovor na tvoje Pol vprašanje. ne ve, da hodiš na televizijo. Ja. Tukaj si kar izpostavljen. No, ne vem, če si vedel, ampak ti moram povedati. Okay. Si kar izpostavljen. Ampak, Lucija, ko si že omenila zdravnike, ne? Ja. Imamo, ne vem, če na svetu, ampak sigurno v Evropi najmanj zdravnikov na prebivalca, imamo pa tudi, čeprav vem, največ sodnikov na prebivalca. Ja, Ne? to je zanimivo. In zdaj, ko imamo virus, bi bilo dobro, da bi to malo uravnotežili, ne? Verjetno. Ja, mogoče sodišče računa na to, da bomo imeli pa manj strank, ker je tukaj malo sodnikov. Ne? In, torej, da pustiva šalo ob strani. Sodišča je prva stvar, ki bi jo morali zapreti. Varnostniki na vratih so nezaščiteni, razkužila ob 10. dopoldne več ni. Ljudje sedijo en zraven drugega v razpravnih dvoranah. Skratka, sodišče, če 14 dni ne bi delali, ne bi nobeden niti opazil tega. Ne? Sodniki bi pa lahko mirno sodbe pisali, ampak ni nobenega poziva v to smer. Ne? Bomo mogli počakati očitno na novo vlado, ampak do takrat zaenkrat Lucija Šikovec-Ušaj, Miran Videtič, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil protikorupcijski Dos vas mamo, 409. faktor na TV3. Glejte nas v živo spet jutri, ko bomo komentirali, ali bo Janševa vlada kos nalogam. Predvsem pa ne pozabite, ostanite zdravi.